Dober večer vsem v dvorani in po Zoomu in še pozneje po YouTubu. Ja, kot je rekel naš moderator, bi naj oziroma je bila pričakovana tukaj doktorica Mateja Demšar, vendar se opravičuje, zaradi bolezni je zadržana in sem zato ta moj prikaz te teme pripravila na podlagi njene disertacije, ker ona se je odpuščanju v Lukovem evangeliju na temelju starozavestnih in rabinskih besedil posvetila v svojem doktorskem raziskovanju pri profesorju Maksimilijanu Matjažu. Tako da ona vas lepo pozdravlja in tudi sledi to predavanje po Zoomu. Takoj bom prešla k predstavitvi, kajti tema je resnično zelo bogata in želim, upam, da vas bo nagovorila, kajti dotika se stvarnosti, ki vse ljudi zadeva, pričakovali ali ne. Vprašanje krivde in odpuščanja je zelo akutno tudi za današnjega človeka. In njegovo, torej človekovo vprašanje je, kako rešiti problem krivde. In zato je človek iznašel več poti. Sami vemo morda iz svojega izkustva ali pa iz srečevanja z drugimi, da lahko nekako krivdo zanikamo. Lahko jo sicer priznamo, vendar zanikamo odgovornost zanjo. No, nekateri, in upajmo, da jih ni tako malo, pa rešitev krivde iščejo v najbolj zreli in realni rešitvi, to pa je odpuščanje. Družba seveda reagira na dogodke, na stvari, ki jih ne odobrava, na dejanja, ki so oporečna. Družba reagira v glavnem s kaznijo, ampak na kazen gleda zopet pod različnimi vidiki. En vidik kazni je, da se z kaznijo poravna škoda, oziroma naj bi se poravnala škoda, vendar po tej teoriji, imenuje se utilitaristična, se sprava oziroma se kazen nanaša na to, da bi storilca slabega dejanja odvrnila od nadaljnjih slabih dejanj. Ne razreši pa njegove krivde za nazaj, za storjeno dejanje. Potem imamo drugo teorijo, po kateri kazen služi temu, da storilca nekako zopet vpelje v družbo, iz katere se je slabim dejanjem in reakcijo ljudi nanj nekako izključil. To gledanje na krivdo pa oziroma na kazen pa nekako poistoveti krivdo pa kot neki manko, bolj na takem redu, na psihološkem, kot manko bi rekli, nekaj skorajda terapevtskega, svojo krivdo, svojo kaznijo, svojim gledanjem na kazen poravna, izraža. Potem pa je še rehabilitacijska teorija, ki pa pravi, da je kazen sprejemljiva samo, če moralno spremeni krivca
in doseže torej njegovo vrnitev v družbo, kot smo že prej rekli, ampak takrat res krivdo razume kot bolezen ali kot neko stanje nenormalnosti. Vse te teorije o krivdi in kazni in kazen sama pa dejansko storilca ne rešijo pred bremenom krivde in greha. To pa zmore storiti le odpuščanje. Toda avtor odpuščanja je lahko samo Bog. Bog deluje po pravičnosti, ki temelji na osebnem odnosu med njim in človekom. In ta odnos vključuje spreobrnjenje, celo predvideva ga. Odpuščanje predvideva oziroma zahteva spreobrnjenje. Odpuščanje je način srečanja z grehom, ki mu pripada eno najpomembnejših mest v zgodovini odrešenja in sploh v načrtu odrešenja. Zato je potrebno priznanje greha in iz tega spreobrnjenje, ampak nad vsem tem ima pa iniciativo Bog sam, ki da človeku povabilo, da prizna greh, da se odvrne od njega, ga sam pri sebi obsodi in tako doseže odpuščanje v osebnem odnosu z Bogom. Odpuščanje je bilo tudi Jezusov način reševanja problema greha. Na poseben način je to izražal evangelist Luka. Za Luka greh pomeni vse, kar nasprotuje Bogu. Torej pomeni prestopek proti Bogu, kršitev obrednih in drugih moralnih predpisov, in sploh Luka, tako kot drugi novozavezni pisci, se pri obravnavanju greha ravnajo oziroma naslanjajo na starozavezno pojmovanje greha. V stari zavezi ima pa greh več izrazov in pomenijo kar precej resne stvari. Tako da greh v Svetem pismu stare zaveze pomeni hoteno, zavestno kršitev zaveze, prostovoljni odklon tega, kar je sveto in Božje. Pomeni zmoto, pokvarjenost, sprijenost pred Bogom, skupaj s posledicami, ki jih tako dejanje povzroči. Gre torej za prekinitev odnosa z Bogom. To stanje, ki pa nikakor ni ugodno za človeka, pa želi Bog odpraviti. In Bog poseže v to človekovo stanje z darom odrešenja, ki je v odpuščanju grehov. Človekov osebni odgovor na dar odrešenja je, kot smo že omenjali, spreobrnjenje. Vendar vsako spreobrnenje že prehiteva Božja pobuda, Božja ponudba odpuščanja. Luka za spreobrnenje uporablja gotovo vam že znan izraz metanoja. Metanoja pomeni spremenitev mišljenja in ravnanja. Uporablja tudi drugi glagol, epistrefo, obrniti se, vrniti se. Prav pojem odpuščanja pa izraža z glagolom afiemi. Ta glagol nastopa v Luku 34-krat
In v polovico primerih pomeni odpustiti. Drugje, na drugih mestih pa pomeni odposlati, odgnati, zapustiti, pustiti, oditi. No, in si bomo pogledali Jezusov načrt oziroma način odreševanja bolezni in trpljenja v Luku. Bolezen, trpljenje in krivda so si zelo povezani. Jezus je to razločil, vendar ostajajo na nek globinski način povezani. Jezus trpljenja, bolezni, krivde ni reševal tako, da bi ga preziral, kot so to delali epikurejci. Ni ga zanikal, kot so delali stoiki, ni ga pojmoval kot nečistost, kar se vidi v kumranskih praksah, in tudi ni bil vezan striktno samo na spravna dejanja, kot so učili o odpuščanju rabini. Na podlagi seveda 3. Mojzesove knjige o spravi v velikem spravnem dnevu. Jezus je greh, krivdo in kazen reševal na konkreten način, v konkretnem človekovem življenju, njegovi situaciji. Primer tega bomo prebrali iz Evangelija po Luku, kjer se bomo tudi ustavili in analizirali ta odlomek o Jezusovem odpuščanju grešnici v farizejevi hiši. Prosim. Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj je z njim. Ko je vstopil v farizejevo hišo, je sedel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana in od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z dišavnim oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je dejal sam pri sebi in rekel, ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in kakšna je, da je grešnica. In Jezus mu je odgovoril in rekel, Simon, nekaj ti moram povedati. On pa je rekel, učitelj, povej. Neki upnik je imel 2 dolžnika. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo torej bolj ljubil? Simon je odgovoril in rekel, zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu je rekel, prav si presodil. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu, vidiš to ženo? Stopil sem v tvojo hišo, vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lastmi. Poljuba mi nisi dal, ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem stopil. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila, komor pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel, odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti, kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Hvala. Ja, to je vsem znan dramatičen odlomek, v katerega se bomo zdaj poglabljali in nam bo odkril veliko tega, česar še nismo do zdaj v njem odkrili. Pogledali bomo nanj s pomočjo pripovedne analize, torej ki
se poglablja v način, kako je ta odlomek pripovedovan. Kot nekakšen povzetek oziroma sklep tega odlomka vidimo, da Jezus lahko odpusti grehe nekomu, ki veruje vanj, in temu tudi podeli mir. To pa je po nauku stare zaveze mogel oziroma more storiti samo Bog. In s tem, ko Luka tukaj jasno pokaže, da Jezus izrecno reče, da je ženi odpustil grehe, s tem evangelist Luka izrazi, da je Jezus Bog. Torej, zgodba se začne tako, da je Jezusa k sebi povabil na obed farizej. Farizeje imamo iz evangelijev zelo slabi luči. Ni samo tako črna slika farizejev, vendar bili so prepričani, močno prepričani, da njihovo natančno izpolnjevanje 613 zapovedi, ki so jih poleg teh, ki so v Svetem pismu še sami dodali z natančnim proučevanjem in razglabljanjem, torej da jih to izpolnjevanje teh predpisov, da jih dela pravične. Jezus nam pa v tem odlomku pokaže drug tip pravičnosti in svetosti. To pa je svetost grešnika, ki mu je odpuščeno, ki je opravičen. In to je grešnica, ki na začetku nastopi kot grešnica vsem znana, na koncu pa grešnica, ki je odpuščeno. Žena je s prihodom v farizejevo hišo povzročila kar nemalo nemira, še posebej pa potem s svojimi dejanji, ker se sploh ni ozirala na gostitelja, ampak je vso pozornost namenila samo Jezusu, in to z dejanji, ki so se zdela farizeju hudo sumljiva. Ampak ta dejanja je Jezus potem pohvalil in je tudi razložil njihov pomen. In ta dejanja so potem, kot se dogodek oziroma prizor razplete, začetek njene nove dobe. Poglejmo si, kakšen pristop ima Jezus do grešnega človeka. Torej, v tem odlomku Luka prikaže Jezusov odnos do grešnice, ki jo dejansko tako vpelje v zgodbo. Pokaže pa tudi v odnosu do Simona, ki se nima za grešnika. Hkrati pa pokaže tudi v odnosu do Jezusa samega, ki razodeva svojo oblast, da odpušča grehe. Greh je v prizoru razrešen samo v odnosu do skesane grešnice. Zato je bila odločilna po Jezusovih besedah njena ljubezen. Ta ljubezen pa je temeljila na njeni veri vanj, da ji more odpustiti grehe. Drugi nivo odnosa do grešnega človeka se vidi v Jezusovem nagovoru farizeju Simonu. Njemu pa je Jezus želel odkriti oči, da bi prepoznal tudi svoj greh oziroma svojo zadolženost, ki je ni zmožen odpraviti. Nagovorjen je, da bi videl, da Bog odpušča vsem, tudi njemu, ker nihče ne more svojega dolga pred Bogom odplačati. Tretji nivo pa je osredotočenost na Jezusovo osebo, na katero se obračata tako žena kot farizej. In on je kot gost v farizejevi hiši, ampak se izkaže kot glavna oseba dogajanja.
Poglejmo še pobliže te osebe, ki smo jih zdaj našteli. Torej, farizej Simon. Tukaj se prvič zgodi v Lukovem evangeliju, da neki farizej povabi Jezusa na obed. Do tega trenutka, do 7. poglavja, je med Jezusom in farizeji kar nekakšna napetost, nekakšen antagonizem. No, tukaj pa ga torej povabi. Simon v samem dogodku pokaže dvom v Jezusa kot preroka. In Jezus ga želi v tem njegovem dvomu nagovoriti in mu razsvetliti njegov pogled na njega samega, na grešnico in na Jezusa. Ampak na koncu pripovedi ne vemo, kako je Simon odgovoril na to. Ničesar v pripovedi ne izraža, kako se je on odločil. Samo izgine iz prizorišča. Iz te tišine niti ne moremo sklepati, ali je morda kdaj pozneje premislil in odstopil od svoje, recimo, drže, ki je obsojala grešnico in hkrati Jezusa. Poglejmo to neimenovano grešnico. Evangelist reče, da je bila v mestu grešnica, kar pomeni, da so bili njeni grehi vsem znani. Ne pove pa pobliže, kakšni so bili, ker to niti ni pomembno, pač pa to, da je bila grešnica in kot taka zaničevana. V Simonovih mislih samem pri sebi se zaničevalno izraža v njej ta žena. In Jezus, če bi vedel, kdo je, ji ne bi tega dovolil. Tudi je to nenavadno, da nepovabljena pride v obednico k spoštovanemu farizeju in edino opravičilo za njen prihod je takoj v prvi vrstici, ki jo uvede, namreč, da prinese s sabo alabastrno posodico dišečega olja. In žena se približa Jezusu v tišini, ničesar ne reče. Ves čas ne reče ničesar, veliko pa povedo njene geste. Pripovedovalec jo tukaj postavi v ospredje, je v kadru filma in predstavi njeno sklonjeno držo, njene solze, brisanje Jezusovih nog z lasmi, ker njene solze padajo na Jezusove noge in jih z njimi umiva, in potem nazadnje, ko Jezusove noge zmoči in obriše, jih tudi mazili. V teh solzah lahko vidimo znamenje kesanja. Na takšen način je v Svetem pismu opisano jokanje, so opisane solze človeka. V večini primerov človek v Svetem pismu, v Stari zavezi in potem tudi Novi joka zaradi trpljenja, ki ga zadeva, zaradi krivic, zaradi bolečine in zaradi greha. In v tem primeru lahko vidimo, da joka zaradi greha, torej je že skesana. Toda lahko rečemo, da so njene solze tudi izraz njenega zaupanja. Zaupanja, da ji bo Jezus odpustil in ji odvzel breme greha, ki jo je moralo težiti, ker za ženo je rečeno, čim je zvedela v mestu, da je Jezus v farizejevi hiši, je takoj prišla. Žena se v farizejevi hiši ni obnašala kot gost. Na gostitelja se ni ozirala.
ampak samo na Jezusa. In njene geste so močno prekašale tiste geste, ki jih je do Jezusa kot svojega gosta izkazal njegov gostitelj Simon. Ženine geste so izražale ljubezen, Simonove pa samo formalnost. Zato ji Jezus zagotovi, da so jim njeni mnogi grehi odpuščeni. Poglejmo še osrednjo osebo dogajanja, Jezus sam. On je že v prejšnjih odlomkih v Lukovem evangeliju bil večkrat v družbi z grešniki. Videli smo ga z grešniki, ampak prikazan je tudi namen, zakaj se druži z njimi, da bi jih spreobrnil, spremenil. Farizeji ga kritizirajo zaradi tega, ampak Jezus pokaže to, da ima oblast odpuščati grehe. V Luku, v tem odlomku, 7. poglavje, 36. do 50. vrstica, je vse dogajanje osredotočeno nanj. Farizeji kmalu, ko Jezus dopušča dejanja geste žene, izrazi o njem dvom. Navzoči pri mizi se vprašajo, kdo je ta, ki celo grehe odpušča. Žena mu izkazuje veliko spoštovanje in zaupanje. In iz Jezusovega odnosa do vseh, ki nastopajo, je vidno, da je po njem grešnici tudi dano odpuščanje. Vendar ponuja to možnost spremembe mišljenja tudi farizeju. Njegove besede izražajo skrb za farizeja. Tudi zanj Jezusu veliko gre, zanj mu gre prav tako. In ko farizej izrazi sam pri sebi dvom o njegovi preroškosti, o njegovi reputaciji, o njegovem ugledu kot preroka, Jezus v tem, ko v nagovoru Simonu pove za njegov dvom, pokaže, da je prerok. In pokaže tudi, da pozna srce žene, to se pravi in srce Simona in srce žene, in da torej zadovolji zahteve, da je prerok, za kakršnega ga imajo ljudje. Jezus ves čas izstopa. Naj si bo zaradi svojih besed, naj si bo zaradi tega, kar o njem povedo in mu storijo drugi. Njemu je namenjeno tako farizejevo vabilo na obed, kot ženine geste oziroma njeno olje. In Jezus sprejme obe vabili. Sprejme vabilo farizeja in dišavno olje grešnice. Povezuje celoten odlomek, kajti odgovori na farizejev dvom, na ženino potrebo in tudi na vprašanje navzočih pri mizi. Farizej do njega čuva razdaljo. Žena se brez ovir Jezusu približa. Se popolnoma izpostavi, brez strahu za svoj ugled. In le njej Jezus zagotovi, da je rešena. Torej, ti nivoji
ta prikaz oseb so bili kot nekakšna pot do nadaljne analize, in sicer do pripovednega loka v tej epizodi. Pripovedni lok se v literarni teoriji imenuje notranji ritem ali dogajalna zgodba. No, torej dogajanje. Prvo dejanje začne farizej, ko Jezusa povabi. Potem, kmalu zatem, ko je Jezus pri farizeju, dogajanje prevzame žena. Nato se dogajanje na kratko vrne k farizeju in njegovemu razmišljanju, in potem ga dokončno prevzame Jezus. To dogajanje se razvija preko kritičnih točk. Več kritičnih točk je. Najprej dejstvo, da žena nepovabljena pride v farizejevo hišo, žena grešnica. To je nekaj nezaslišanega. In nato dalje, da se dotika Jezusovih nog, za farizeja je to škandal. Ta prihod žene in njene geste predstavljajo začetek zapleta. Večji, pravi in večji zaplet pa je farizejev dvom o tem, da je Jezus prerok. Jezus se odzove na ta dvom, na ta zaplet, in ga počasi po korakih rešuje napetost. V prvem koraku odgovori Simonu s priliko o dolžnikih, v drugem pa primerja Simonova in ženina dejanja. V tretjem koraku razreši napetost, ko pove Simonu, da so ženi grehi odpuščeni. Jezus ženi odpusti grehe, s čimer je rešena prva napetost. Dogajanje se stopnjuje v reakcijo navzočih pri mizi, ki se vprašajo, kdo je ta, da celo grehe odpušča. To namiguje na to, grehe odpušča samo Bog. Kdo je pa ta? In se torej vprašanje izteče v vprašanje o Jezusovi identiteti. Z Jezusovim nagovorom oziroma odpustom žene v miru se dejanje hitro zaključi. Luka pri tem uporabi pripovedno tehniko elipse oziroma izpusta. Pripovedovalec, se pravi pač Luka sam, namenoma zamolči reakcijo farizeja in s tem sprašuje bralca, kako bi on odgovoril na njegovem mestu. Kako bi rešil svoj začetni dvom o Jezusovi identiteti. Ali je Jezus prerok ali ni? Ali je morda še kaj več? Tu se pokaže, da je pravzaprav glavno sporočilo pripovedi vprašanje, kdo je Jezus. Kajti Jezus stori nekaj, za kar mora imeti opolnomočenje. Pripoved tako rešuje dva problema. Stanje žene, ki jo pripovedovalec imenuje grešnica, in farizejev dvom o Jezusu kot preroku, ki zadeva njegovo identiteto. Rešitev prvega problema, torej stanje žene na začetku in na koncu, se kaže v postopnem spreminjanju ženinega stanja.
Temu pravimo pripovedni lok rešitve. Rešitev drugega vprašanja, se pravi o Jezusovi identiteti, pa se rešuje v razodevanju Jezusove identitete, kar imenujemo pripovedni lok razodevanja. Poglejmo zdaj pripovedni lok rešitve na temelju odpuščanja. Pripovedni lok rešitve literarni kritiki, zlasti biblični, opisujejo, definirajo kot tisti pripovedni lok, ki se zaključi s spremembo situacije. Torej, kot smo že omenjali, pripovedovalec predstavi ženo kot grešnico v mestu. In ta prihod povzroči škandal, se pravi začetek zapleta. In problem tega se razreši, ko Jezus grešnici odpusti greh. S tem je rešen tudi škandal njene prisotnosti, ker bralec zdaj spozna, da je ta nečista grešnica očiščena. Spozna tudi s tem nove kriterije čistosti, pravičnosti. Čistost namreč ni v nekem pravilnem, olikanem vedenju, ampak v očiščenju grehov po predhodni skesanosti in izkazani ljubezni. Rešitev njenega problema je bila možna zaradi njene ljubezni. Tako je Jezus razložil Simonu. Ampak tudi zaradi njene vere. Odločilno zanjo je bila prav vera v Jezusa, da je on tisti, ki ji more rešiti, ki je more osvoboditi grehov. Ta vera je sprožila dejanja ljubezni. Z omembo njene vere, kot zadnje v odlomku, evangelist izrazi, da njena ljubezen do Jezusa sloni na njeni veri in zaupanju vanj, ki jo je prvi ljubil in ji ponudil možnost odpuščanja. Vera jo je rešila, zato jo je Jezus odposlal v miru. Mir pa v Svetem pismu pomeni popolnost, blaženo stanje, pomiritev s seboj, z okoljem, sočlovekom. Mir z Bogom, spravo z Bogom. Poglejmo pripovedni lok razodevanja Jezusove identitete. Lok razodevanja je pa tisto pripovedovanje, ki se zaključi z nekim spoznanjem, je prehod od nevednosti k spoznanju. Torej, ta drugi lok, ta drugi razvoj dogajanja se dotika Jezusove osebe. Farizej podvomi o njem kot o preroku. Jezus prevzame dogajanje, kjer je preobrat pripovedi. Ker ima preroškega duha, to dokaže s tem, da pozna ne le srce žene, ampak tudi farizejeve skrite misli. Njegova pozornost se vsa obrne na farizeja, pri katerem ni zaznati, da bi se zavedal kakšnega greha, niti ni zaznati kakšne vere v Jezusa. Jezus ga pokliče po imenu, da izrazi oseben odnos do njega, da bi mogel spoznati resnico o sebi, o ženi in o Jezusu. Na Simonovo privolitev Jezus pove najprej priliko. Prilika služi za to,
da preko izmišljene zgodbe lahko pove nekaj, česar ne bi mogel zaradi njegove vpletenosti v dogajanje. To je nasplošno namen prilike v zgodbah. In s to priliko je Jezus želel prepričati farizeja o svoji, najprej Jezusovi identiteti. Uvaja temo odpustitve dolga oziroma odpuščanja, ko upnik dvema dolžnikoma, ki jih v priliki pove, ko upnik obema dolžnikoma odpusti dolg, ker ga nista zmožna plačati. Ne tisti z velikim dolgom, ne oni z malim. Tako Jezus reče, ker nista mogla plačati, je obema odpustil. S tem pa se že nakaže povezava z Bogom, ki odpušča to, česar mi ne moremo plačati. Torej povezava z Božjim usmiljenjem. To pa more preoblikovati tudi velikega grešnika v tistega, ki veliko ljubi, kot Jezus reče o grešnici. Oziroma Simon odgovori, da bolj ljubi svojega upnika tisti, ki mu je več odpustil. Simon mora iz Jezusovih besed razumeti, da je zaradi človekove nemoči, da bi povrnil dolg greha, Bog že vsem ponudil odrešenje. Ponudil je odpuščanje in s tem dal možnost za korenito spremembo človeka. Jezus pa farizeja vabi tudi, da pogleda ženo. Reče mu, poglej to ženo. In mu predoči njena dejanja in njegova, primerja ženina in farizejeva dejanja. Farizeja spomni, da mu ni pri prihodu v hišo ponudil niti vode za umivanje rok, medtem ko je žena s solzami močila njegove noge. Simon mu ni namenil poljuba, žena pa mu je poljubljala noge. In Simon mu ni namenil niti poceni olja, žena pa je z dragocenim dišavnim oljem mazilila njegove noge. Njene geste daleč presegajo formalizem Simona kot gostitelja, ki je Jezusa povabil na obed. V primerjavi z ženinimi gestami ima Simon hladen odnos do Jezusa in to je resnica o njem. To mu Jezus predoči. Pogovor s Simonom Jezus zaključi z izjavo, da so ženini grehi odpuščeni, ker je močno ljubila. S tem pokaže, podčrta situacijo, novo situacijo žene, ki je kljub mnogim grehom odpuščeno. Ona ni več grešnica, temveč grešnica, ki ji je odpuščeno. Srečanje z Jezusom, njegovo usmiljenje jo je korenito spremenilo. To pa hkrati razodeva tudi Jezusovo osebo. Jezus se potrdi kot tisti, ki pozna srce žene, torej poseduje značilnosti preroka. Hkrati se razodeva kot tisti, ki odpušča grehe.
Vprašanje prisotnih, kdo je ta, ki celo grehe odpušča, potrjuje, da celotno dogajanje teži prav v razodetje Jezusove osebe. Ker pa na to vprašanje ni podan noben direkten odgovor v odlomku, smo zopet bralci povabljeni, da odgovorimo na to vprašanje. Indirekten odgovor da Jezus sam, ko pošlje ženo v miru in ji zagotovi, da je rešena. Mir ji podarja on, ki mu je ona namenila maziljenje. Rešitev grešnice razodeva veličino Jezusove osebe. Preroške značilnosti Jezusa so v pripovedi ne samo potrjene, ampak presežene. Jezus se razodeva kot tisti, ki rešuje greha, ki človeku odpušča grehe. Ne zavrže nikogar, ampak išče, da bi rešil problem greha tudi pri tistem, ki se svojega greha ne zaveda in sodi druge. Vstopi v farizejevo situacijo dvoma in da pobudo za to, da bi ga rešil napačne drže, ki mu preprečuje, da bi spoznal resnico o sebi in tudi on dosegel odpuščanje svojih grehov, kajti Jezus pravi, tudi dolžnik, ki je bil dolžan malo, ni mogel svojega dolga povrniti. Preko ženine drže želi Jezus farizeju razložiti, da je njegovo mišljenje o lastni brezgrešnosti zmotno. Preko primerjave med njunima držama ovrže njegovo pravičnost, ki je skupek moralnih razlag, a brez prave etične drže, brez ljubezni. Tako vabi farizeja, da bi prešel od dvoma nad njegovim preroštvom k ljubezni do njega, da bi pred njim prepoznal svojo grešnost in potrebo po odpuščanju. Poglejmo še posebnost Jezusovega reševanja greha, problema greha. Jezus se tukaj izkaže kot tisti, ki ima oblast odpuščanja. Ta oblast pa se v Lukovem evangeliju povezuje s potrebo njegovega trpljenja in vstajenja. To na primer v Jezusovem srečanju z učencema iz Emausa, kjer jima Jezus učencema odgovori, ali ni bilo potrebno, da je Jezus to pretrpel in šel v svojo slavo. Sin človekov je kot umrljiv človek in hkrati kot nebeško bitje vršil vlogo duhovnika in tistega, ki je prelil kri za življenje drugega. Jezus je grehe mogel odpustiti, ker je nebeško oziroma božje bitje, kajti le Bog lahko odpusti grehe. Kako Jezus odpušča grehe, pa nam pomaga razumeti stara zaveza. Najprej Luka v tem odlomku uporabi že omenjeni glagol afiemi, odpustiti. Ta glagol afiemi se pojavi v grškem prevodu stare zaveze v Septuaginti, v odlomku iz 2. Mojzesove knjige 32:32, ko Mojzes prosi Boga, naj Bog ljudstvu odpusti grehe. Na tem mestu, ko Mojzes prosi
Boga, da odpusti ljudstvu grehe, je v hebrejščini glagol nasa. Ta glagol pomeni dvigniti, nositi, vzeti, nositi. A kjer je avtor tega glagola Bog, pomeni odpustiti. Ta omenjeni hebrejski glagol nasa pove, da Bog grehe odpušča, ker jih nosi, si jih naloži. Iste geste je storil Jezus v uri svojega trpljenja, ko si je naložil in nosil naše grehe. To imamo na primer v Petrovem pismu, ker pravi, on sam je nesel naše grehe na križ. Torej, ko si je naložil in nosil naše grehe in sklenil zavezo v svoji krvi, to v Luku 22. poglavje in 23. S tem, ko je Jezus vzel nase naše grehe in jih nesel na križ, se je do konca izpolnilo, da Jezusova navzočnost pomeni navzočnost Boga in njegov prihod zato, da prinese rešenje v odpuščanju grehov. Glede na starozavestno in judovsko rabinsko miselnost je Jezus moral trpeti in umreti zato, da bi dosegel spravo tudi za tiste grehe, ki jih spravni dan ni mogel spraviti. Po judovski miselnosti namreč le trpljenje in smrt morata doseči spravo za smrtne grehe. Se pravi, za umor, za prešuštvo, za odpad od Boga, za preklinjanje in podobne grehe. Tam je rečeno, kdor pa stori nekaj z dvignjeno roko, temu pa ne more, ta pa mora umreti. In tukaj je Jezus umrl namesto teh, ki bi morali umreti, pa je on stopil na njihovo mesto, vzel nase te grehe. O tem nam govori prerok Izaija v svojih spevih o Gospodovem služabniku, zlasti v 4. spevu. Si preberite, to je v Izaijo 52. poglavje 13 do 53, 12. Potem so pa na podlagi tega tudi judovski, rabinski spisi govorili o nadomestni smrti pravičnega, ki mora po lastni smrti uničiti greh ljudstva. Jezus v evangeliju po Luku opravi za rešitev grehov dvojno vlogo. Vlogo tistega, ki opravi spravo za grehe, in vlogo tistega, ki odpušča. Odpuščanje je predstavljeno v Lukovem evangeliju na svojstven način, kot trinitarično dejanje, z udeleženostjo vseh treh božjih oseb, Očeta, Sina in Svetega Duha. Jezus odpušča v skupnosti z Očetom ter v moči Svetega Duha. Hvala za pozornost.